Jaz spim 8 ur. Spim ponavadi 8 do 9 ur. Ko sem utrujen, grem spat prej. Ko nisem tako utrujen, grem kasneje. Spim od 6 do 9 ur. Nimam problemov veliko s spanjem. V starostnem obdobju od 9 do 14 let je priporočeno trajanje spanja od 9 do 11 ur. Vemo, da je spanje pomembno za našo obrambo pred mikroorganizmi. V globokem spanju se izloča rastni hormon, tako da to, da otroci rastejo v spanju, drži. Vemo, da je pomembno izrazito za spomin, za pretvorbo kratkoročnega v dolgoročni spomin, za neke vrste brisanje nepomembnih spominov, zato da naše možgane naslednji dan pripravimo na pridobivanje novih vtisov in tvorbo novih spominov. Če ne spimo dovolj, smo bolj nagnjeni k temu, da se bomo pretirano zredili. Takrat se nam namreč začne izločati več hormona, ki vzbuja lakoto. Bolj nas mika nezdrava hrana, bolj pa smo dovzetni tudi za nekatere bolezni. Ko jaz spim premalo, sem pa naslednji dan zelo tečna. Podočnjaki, ponavadi sem tudi lačna, pol glava mi boli. Težave imam tudi s koncentracijo. Pomembno je, da gremo vedno spat ob približno enakem času in se približno ob enakem času zbudimo. Popoldanski spanec ni priporočljiv, saj po njem zvečer še težje zaspimo. Kajti spanje ni naključno umeščeno v 24-urni ciklus in nočno spanje je drugače kot dnevno spanje. Po noči imamo veliko hormona spanja, ki se čez dan zaradi dnevne svetlobe ne izloča. Po noči je tudi pomembno, da se nivoji stresnega hormona znižajo, da se nam zniža telesna temperatura in vse tega v dnevnem spanju ni. Prostor, v katerem spimo, ne sme biti pretopel, biti pa mora prezračen in ne pretirano hrupen. Pred spanjem ne smemo piti poživilnih pijač in se preobilno najesti. Zaspim pa tako, da se pogovarjam včasih s svojo sestro. Poslušam glasbo. Ponavadi se zvečer pogovarjam s prijatelji, sem na telefonu, gledam TikTok. Elektronske naprave, ki jih pogosto uporabljamo pred spanjem, sevajo modro svetlobo. Ta zavre izločanje hormona melatonina, ki uravnava spanec, zato težje zaspimo.